Pozdravljeni! Povedala vam bom rusko ljudsko pravljico o maši in medvedu. Nekoč sta živela babica in dedek in sta imela vnučko Mašo. Nekega dne je potrkalo na vratih, babica in dedek sta šla odpret in tam so bile Mašine prijateljice. So rekle: "Bi šla Maša lahko z nami v gozd jagode nabirat?" Sta rekla babica in dedek: "Ja, lahko, samo bodite previdne, glejte, da se Maša ne izgubi." In so šle deklice in Maša v gozd jagode brat. So nabirale sladke jagode, Maša pa se je vedno bolj oddaljevala. Je šla za eno drevo, pa za drugo, pa za tretjo, pa za en grmiček, pa za drug in za tretji. In kar naenkrat se je znašla globoko, globoko v gozdu. Je klicala svoje prijateljice, pa se nobena ni oglasila. Potem je šla še kar naprej in prišla do koče sredi gozda. Potrkala je na vrata, pa se nihče ni oglasil. Potem pa je prijela za kljuko in glej, vrata so se kar odprla. Stopila je v hišico in ker je bila že močno utrujena, je legla na klop in zaspala. To pa je bila medvedova koča. In ko se je medved zvečer vrnil domov, je zagledal deklico in je rekel: "O, izvrstno, pri meni boš ostala, kašo mi boš kuhala, posodo pomivala." Deklica pa je zajokala: "O, ne bom, domov bi rada šla, k babici, k dedku." "O, ne boš," je rekel medved, "po tleh boš pometala, copate mi boš šivala." In tako je tudi ostalo. Maša je ostala pri medvedu, kašo mu je kuhala, posodo pomivala, po tleh pometala in copate šivala. Zraven pa je ves čas razmišljala, kako bi medvedu šla. Je mislila in na koncu se je le domislila. Je rekla: "Striček medved, veš kaj, kaj pa če bi babici in dedku odnesla dar, bi jima spekla medene kolačke?" "Seveda lahko," je rekel medved, "samo veš kaj, ti bi se v gozdu izgubila, bom jaz odnesel dar v vas." In tako je Maša spekla medene kolačke. Ko jih je spekla, je našla košek in poklicala medveda. Je rekla: "Poglej, medved, napekla sem kolačkov, v tale košek jih bom dala, ti pa jih boš odnesel v vas k babici in dedku. Še preden greš, pa poglej, če zunaj morda ne pada dež." Medved je res stopil pred hišico in pogledal, kakšno je vreme. Maša predbrisanka pa je hitro skočila v košek in si na glavo poveznila z vrhom pladenj sladkih medenjakov. Še prej pa je opozorila medveda. Mu je rekla, da medenjakov ne sme pohrustati, da se bo na smreko usedla in iz nje dol gledala. Čez čas je medved prišel v hišico, si oprtal na rame košek, in odšel na pot. Je hodil mimo jelk, je hodil mimo brez, po hribčku navzgor, po hribčku navzdol. Čez čas pa so mu zadišali sladki medenjaki. Se je ustavil, košek je dal z ramen in rekel: "Na štor se bom usedel, kolačke bom pojedel." Takrat pa se je s koška oglasilo: "Medved, medved, vidim te, kolačkov ne dotakni se." Si je mislil medved, tale Maša je prebrisana, visoko sedi in daleč vidi. Pa si je spet oprtal košek in odšel na pot. Je hodil in hodil, pa ni dolgo hodil, so mu spet kolački zadišali. Je rekel:
Kar na štor bom sedel, kolačke pojedel. Maša pa spet iz koška. Medved, medved, vidim te, kolačkov ne dotakni se. Tu, tale Maša pa res visoko sedi in daleč vidi, si je mislil medved. No, pa nič. In si je spet oprtal košek in odšel naprej. Kmalu je prišel do vasi, kjer sta živela babica in dedek. Je potrkal na vrata njune hišice, takrat pa so ga zavohali vaški psi. Ejaj, kako so začeli lajati. Medved se je tako prestrašil. Vrgel je košek z ramen in odhlačal nazaj v gozd. Babica in dedek sta prišla odpret. In kaj sta zagledala pred vrati? Tam je bil košek. V košku pa njuna Maša, živa in zdrava. Močno sta jo stisnila k sebi, potem pa so pojedli medene kolačke, košek pa obdržali za spomin.